Lepo pozdravljeni, dober večer v imenu Slovenskega filozofskega društva. Najprej bi se rad zahvalil Roku in Trubarjevi hiše literature, da v letošnji sezoni znova gosti naše dogodke. To danes je že po mojem štetju 6. večer Slovenskega filozofskega društva in z njim v resnici začenjamo sezono tukaj v Ljubljani. En dogodek smo že imeli letos, ampak kaj je bil v Trstu. In vsebinsko nekaj več o tem bom povedal takoj v nadaljevanju. Najprej bi vam rad sporočil, da je Slovensko filozofsko društvo začelo z vpisovanjem članov. Pač enostavno ta zakonodaja je danes takšna, da potrebujemo te izjave podpisane preprosto zato, da lahko sploh imamo vaše e-maile in vas obveščamo o dejavnosti društva. Po drugi strani pa tudi tako, da za tem minimalnim financiranjem 5 oziroma 10 evrov, koliko znaša članarina, skušamo potem tudi honorirati delo naših sodelavcev, ki pač garajo z spletno stranjo, z urejanjem ali pa konec konca z nekimi administrativnimi zadevami. Tako da samo toliko, no, če ste se spraševali, zakaj so tile beli listi na stolih. Tako se prav stari člani to napišemo, ja, da ni bilo članarina. Tako, ker zdaj praktično sploh nimamo zavedenega članstva in v bistvu starih članov več na nek način sploh ni. Ne? Jaz sem že hotel za tole zavrečo, tako jaz sem član, ker je pristopno vzjamo, da je te knetika, ne? Ampak vidim, vse kaj se je razlog. Tako, ja. Skratka, vsi na novo se učlanjujemo. Dobro, zdaj pa nekaj malenko vsebinskega o današnjem večeru. Z nami so mladi heideggerjanci, če smem tako reči. Odločili smo se tako v društvu zato, ker smo uveljavljene kolege, nekateri so danes nas počastili za svojo prisotnost, tako da iskrena hvala, da ste se vzeli čas, da ste prišli. Smo rekli, da bomo dali tokrat priložnost mlajši generaciji slovenskih heideggerjancev, njima je to 3. ali 4. generacija, kakokoli, in zato so danes z nami. Tadej Urbanija bo moderiral današnjo, je to okrogla miza, recimo srečanje, in bo potem vsakega gosta posebej predstavil. Je pa tako, da letos praznujemo 130. obletnico rojstva Martina Heideggera, ki je, kot veste, gotovo eden največjih filozofov, ne samo do 20. stoletja, ampak zgodovine nasploh, in zdelo se nam je primerno, da to v društvu obeležimo z takšnim dogodkom. Praktično vsi gosti danes so doktorirali pri našem profesorju Dejanu Komedu, zato sem njega prosil, da bi mogoče prišel nas na začetku nagovoriti, pa žal ni utegnil, kar je v tujini, je pa prijazno poslal en kratek nagovor na pismo in nas prosil, če ga lahko v njegovem imenu preberemo, in to bom seveda jaz zdaj na začetku z veseljem naredil. Tako da prisluhnimo v teh 5 minutah najprej besedam Dejana Komeda, našega profesorja, ki nas je, kot rečeno, tudi spoznal, nekateri od nas tudi čisto osebno. Najprej bi se rad opravičil, da se zaradi zadrževanja v tujini ne bom mogel neposredno udeležiti posveta ob 130-letnici Heideggerovega rojstva. Ker sem bil prijazno zaprošen za uvodni nagovor k srečanju, ter ste organizatorji, moderator in nastopajoči moji doktoranti in doktorantka, vam posredujem tole pismo. Najprej bi seveda izrazil zadovoljstvo, da je Heideggerova misel pri mlajši filozofski generaciji nezanimiva le z filozofskega vidika, pač pa tudi v povezavi z arhitekturo in literarno teorijo. Okrogla miza seveda ne more vključiti v pogovor vseh predstavnikov mlajše filozofske generacije, ki jo poznam kot predavatelj, mentor in urednik, in ki se ukvarjajo s Heideggerom tudi z teoloških, zgodovinskih, političnih, estetskih, epistemoloških, kulturoloških in ekoloških vidikov ter glede odnosa zahodne in vzhodne misli. Ob tem se sproži pomislek, ali taka tematska razširitev in aplikacija primerno zajame Heideggerovo misel, ali lahko na tej podlagi odgovorimo na vprašanje ime koga je Heidegger, kar je tudi naslov današnjega dogodka, ime koga je Heidegger.
Za odgovor tu ne zadostuje samo sistematično preučevanje Heideggerove filozofije, ki ga na Slovenskem bolj ali manj pogrešamo, tudi ko gre za akademsko okolje, pač pa je treba predvsem vzeti v zakup celoto filozofije. To pa nam uspe le, če dovolj vztrajamo pri vprašanju, kako me nagovarja sama misel filozofije. V duhu tega vprašanja so bile, recimo, v reviji Fenomena objavljene številne študije o Heideggerovi filozofiji, tujih in domačih premišljevalcev in premišljevalk, precej ravno iz mlajše generacije. V posebnem smislu se ta miselna zadeva sama pokaže pri prevajanju Heideggerovih del. Ob tem bi zlasti opozoril na nedavni prevod dela Kaj se pravi misliti, ki ga je prispeval Aleš Košar. Okroglo mizo o predstavitvi prevoda, ki jo je moderirala Manca Elzetič, sicer tudi avtorica odlične doktorske disertacije o Heideggeru in pričevanski hermeneutiki, ki bo kratkem tudi objavljena, si lahko ogledate na spletnem portalu Filozofske fakultete. Na delo Kaj se pravi misliti napotujem predvsem zato, ker nam na zelo neposreden način približa filozofski razgovor, ki je danes za vse potreben, hkrati pa do vsega, kar neznansko komunicira, najbolj pogrešljiv. Obravnava dela Kaj se pravi misliti lani v fenomenološkem seminarju je pokazala, da ob branju Heideggerovih premislekov nastopi zadrega, že ko poskušamo razumeti osnovne besede njegove misli, kaj šele tisto, kar v njih molči. Današnji okviri odvijanja univerzitetnega študija, spričo katerih poznavanje ne samo nemščine in grščine, pač pa tudi vseh drugih jezikov, ter ne nazadnje lastnega jezika, postaja vse bolj obstransko, nas pisano oddaljuje ne le od Heideggerove filozofije, marveč filozofije nasploh. O vprašanju, kako se danes in če sploh vse razporazumevamo, vam želim dober filozofski pogovor. Dejan Komet. Takole. Hvala, Tomaž. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Da najprej predstavimo naše goste. Danes je z nami doktorica Mateja Korir, avtorica zelo zanimive knjige Arhitektura moderne in Gastunheimliche, ki je izpostavlja prav ta moment arhitekture, premišlja tudi skozi Heideggera in njegov pojem Gastunheimlichkeit. Potem tukaj na moji desni je Uroš Milič, avtor dela monografije o Kierkegaardu v bistvu, z naslovom Posamičnost in eksistencialna komunikacija. Z nami pa še tudi Andrej Božič, ki se je predvsem ukvarjal s vprašanjem pesništva pri Heideggeru in predvsem tudi z pesništvom Pavla Selana, če sem motil, ne. Torej, naše naslovno vprašanje, ime koga je Heidegger, nas na prvi pogled postavlja pred vprašanje osebe Martina Heideggera. Hkrati pa nas postavlja pred vprašanje odnosa njegove misli do naše lastne sodobnosti, koliko izhajamo iz hermeneutične postavke, po kateri je situacija interpretacije in razlaganja situacije žive sedanjosti. Zdaj, v fenomenoloških interpretacijah Aristotelo Heidegger pravi, da je ukvarjanje s filozofsko tradicijo sedanjosti ne sprejme od nje same, temveč potiska k njej sami. Zdaj, mogoče, če postavim vprašanje z tega, v kakšnem smislu nas Heideggerova misel kot bralce potiska danes k nam samim, k naši lastni sodobnosti. Pa bomo, gospod Milič, začeli z vami. Začeli. Zdaj bomo tikali, seveda. Koliko imam, čisto tako upam časa, recimo 5 do 10 minut, kaj je tvoj? No, mogoče bi sem izpostavil začetek, seveda moja doktorska disertacija, ki sem jo kasneje objavil tudi kot knjigo, se ukvarja z obravnavo kierkegaardovskih premisij v zgodnjem Heideggeru, kot tudi Jaspersu. Gre za dialog med temi filozofi, ki pač je zahteval kar dost trdega dela in bi rekel dost enega pojmovnega razčiščenja, ker vsi tri avtorji uporabljajo sicer podobno terminologijo, vendar z bližnjim branjem človek hitro pride do odstopanj. Tako da mogoče glede Heideggera oziroma kaj me v odnosu med Heideggerom in Kierkegaardom najbolj privleklo oziroma je predstavljal tudi nekakšno istočnico v razdelavi njunega odnosa, je seveda tudi vprašanje, kako brati
Heideggera kot eksistencialnega misleca. Se pravi, to zastavljeno vprašanje današnjega dogodka, ime koga je Heidegger, ki morda lahko v mojem primeru reformuliral v to pravzaprav je Heidegger. Se pravi, imamo dva možna odgovora. Je Heidegger eksistencialni mislec, ki kot tak ostaja, bi rekel, hermeneutično naperjen, vedno vmes med ontološkim in fenomenološkim, metafizičnim in človeškim tradicijo in posameznikom, ali mislec, čigar poglaviten namen, tukaj že, bi rekel, izhajam iz Kierkegaardovskega izhodišča, je bil izum fundamentalne ontologije, s katero bi tako rekoč razklenil bit človeka v celoti. Evidentno je, da se Heidegger seveda nagibal že v zgodnji misli k drugemu cilju, kar je nenazadnje tudi razlog, zakaj projekt Bit in časa v sicer izključno spet formalnem in pozitivističnem smislu ni bil dokončan. Tukaj smo prav, ta nedokončanost Bit in časa je pravzaprav, tukaj smo soočeni z dokaj pomembno posledico Heideggerove zgodnje misli, ki omogoča alternativno branje, oziroma kot jaz temu pravim, obrat Kierkegaardu. V tem pogledu je Heideggerova fundamentalna ontologija, recimo, in tukaj sledim Jeanu Vallu, resnično nesposobljena oziroma disontologija, spet brano v izključno pozitivističnem smislu. Ta izjava že izhaja iz dejstva, da je Heidegger črpal negativni ter destruktivni pomen svojega projekta iz izpostavljanja temeljnih zmot metafizičnega izročila. Na drugi strani pa ni dostavil ustreznega zgodovinskega rezultata in celovitega premisleka, v katerem je, kot rečeno, nedvomno stremel, spet izključno v pozitivističnem smislu, se pravi smislu, ki ga Heidegger tudi kritizira. Razklepanje seveda navsezadnje ne pomeni zajemanja v pojem ali pa sklenitve nekakšnega kroga, niti potrditve nekakšne logične predpostavke, temveč, kot rečeno, je sproščanje, odprtje in razklepanje. Vendar to dejstvo, da Heidegger, da Bit in čas predstavlja nedokončano delo, in to jaz recimo obravnavam kot problem oziroma kot polemiko s Kierkegaardom, kvečjemu podkrepi hermeneutično izhodišče. Kot prvo, se pravi, kaže na ključno eksistencijalno, tako rekoč, primes Heideggerove misli, na ontično eksistencijalno dimenzijo njegove misli, ki sloni na hermeneutični destrukciji, kot tudi dobro znane analitike tu biti oziroma Dasein analize. V tem smislu odpira pogled, če beremo z Kierkegaardovskega vidika drugačno razsežnost Heideggerove misli, se pravi, odpira pogled, kot bi recimo profesor Komel temu rekel, eksistenčnemu odvijanju tu biti. No, zdaj je vprašanje, zakaj. In tukaj se mogoče bi lahko kar skočil k tej tematski opredelitvi oziroma izhodišču, se pravi, zakaj ponovitev oziroma zakaj tu ponovitev Kierkegaardova ponovitev ima dober, bi rekel, oziroma pomembno vlogo. Kierkegaard, če beremo ponovitev, lahko razdelimo, in tukaj sem dovolj krajšo eno prezentacijo Kierkegaarda, lahko beremo kot, oziroma sam potek, dinamiko Kierkegaardove misli lahko razdelimo na dve plasti, na to ekstenzivno, obče zgodovinsko, kot tudi intenzivno plast oziroma dimenzijo. V tej intenzivni spregovori Kierkegaard kot poet, kot psiholog, in ta intenzivna, bi rekel, plast zahteva določeno razčlenbo,
kot temu pravi Kierkegaard, Umwendung, obrat k vprašanju posamičnega. On to pomenuje v pojmu tesnobe nevidno točko, kot discrimen redom, kjer se spoznanja, različna spoznanja sprejo. Se pravi, gre za hermeneutičen obrat v Kierkegaardovem primeru, ki postavlja pod drobnogled, kot poprej pri Heideggeru, ravno živo ravno eksistence, vse, kar v bistvu določa posamično eksistenco, norost, krizo, kot tudi razpoloženje, oziroma neko, bi rekel, protofenomenologijo razpoloženja. Kaj bi še lahko povedal glede tega? Preveč je enih potankosti, ki nam zahajajo. No, obrat Kierkegaardu ravno poudarja tudi to primest tega zasledovanja, to biti zasledovanje posamične dinamike pri Heideggeru. Zdaj, meni se zdi to vrstno branje produktivno predvsem zaradi omenjene hermeneutične lastnosti, ki ostajajo vmes. Temu bi, kot Kierkegaard pravil, ostaje interese, interesenčno. In če ne zaradi drugega, se mi zdi dober način branja ne samo za voljo Heideggera, ampak tudi za voljo nadaljevanja misli, Heideggerove misli, kajti kot večina sekundarne literature vedno, bi rekel, površno obravnava to ontološko razsežnost Heideggerove misli. Brez tega, bi rekel, te osredotočenosti ali upoštevanja tega te eksistencialne primesi. No, to potem, ne bi preveč, mogoče kasneje še par več besed o tem, ampak Torej, v kakšnem smislu nas Heideggerova misel kot bralce potisla k nam sami? Dobar večer. Hvala za vabilo, sem se danes s vami. Jaz, ko sem dobila ta osnutek tega pogovora, je moja prva misel bila, da jaz berem Heideggera praktično že 20 let. In sem začela brati kot študentka, tudi kot študentka filozofije, profesor Kalana, seveda profesor Komelja. In moram povedati, da je pri marsičem pri meni filozofija se spaja s Heideggerom do te točke, da je težko reči. Tu je konec filozofije, tu se začne Heidegger, ker je ta razlika med enim in drugim pri meni v bistvu prisotna že, kot rečeno, 20 let. Heideggeru sem posvetila diplomsko nalogo na temo govorice, potem pa še doktorsko nalogo, ker sem se spraševala pa o vprašanju predvsem bivanja v moderni. In ko sem se začela o tem spraševati, sem se ponovno skratka lotila Heideggera na neki drugi dimenziji oziroma na neki specifični niansi njegove misli. In kar se vedno pojavlja pri meni, ko berem Heideggera, je to, da ne glede na to, koliko časa ga bereš, vedno vidiš neko globino, spet vidiš neko novo temo, ki jo odpira in se strukturira malo drugače, potem imaš za sabo nekaj njegovih strani, vedno pa še preseneča. Noben Heideggerov tekst, ravno 2 dni nazaj sem spet zelo Heideggerov, ker skratka, vedno je še neka vsebina, ki te preseneti in ozadje stvari malo drugače. Skratka, kar se mene tiče, jaz mislim, da je Heidegger zagotovo vredno brati tudi danes. Kot rečeno, pa je mene zanimalo predvsem v tej knjigi, ki ste jo omenili, to je knjižna izdaja mojega doktorata. Torej, v tej knjigi me je Heidegger predvsem zanimal kot nekdo, ki govori o specifičnem vidiku prebivanja v moderni, oziroma zanimal me je kot interpret moderne. In lahko rečem, da je za mene en bistvenih interpretov moderne in pomemben pa mi je zato, ker seveda moderna marsičem konstituira čas in strukture, podaja strukture, ki so danes na delu in težko razumemo današnji čas in ga aktualiziramo, če ne pogledamo nazaj, kako je bila
kako se je strukturirala sama Moderna. In tu so potem seveda ta vprašanja, ki jih Heidegger naniza od vprašanja biti, potem vprašanje konca metafizike, vprašanje same biti, vprašanje tehnike in tako naprej, ki so konstitutivna tudi seveda za naš čas. Mene so zanimale tudi povezave med Heideggerovim pojmovanjem, oziroma kako je on pričevalec nekega časa in kako pa to razumejo drugi, ko Heidegger reče tesnoba, tudi Freud reče tesnoba, ne? Marksistični avtor rečejo temu tudi odvojitev, alienacija, potem Heidegger reče v času gibanja tehnike, ki ga preči izkustvo nihilizma, je odvisno za naš čas. To je nemožnost prebivanja v marsičem. Za njega Adorno temu reče neskončna vladavina totalnega sistema. Torej, Heidegger ves čas postavlja neke postavke, ki ali odzvanjajo v drugih interpretih, ali se tam skratka pojavljajo. Za mene je bilo tudi vedno zanimivo, in tu ne bi rada kakorkoli bila polemična na to temo, ampak osebno se mi je kar dotaknilo, skratka, ko sem brala Heideggera, tudi ta njegova politična epizoda leta 1933 in potem, ki deloma tudi odzvanja torej, v njegovem obratu leta 1935 in mislim, da ta mladež tega rektorata oziroma ta senca, ki se je tu pojavljala, je mene osebno postavljalo ves čas pod vprašaj nekaj časa, torej, a velja brati Heidegger, torej imel neke politične stave, s katerimi se jaz ne strinjam, ampak sem tudi kasneje prišla od tega, da je smiselno v bistvu, da ta epizoda mu ne jemlje veljavnosti, ampak je ravno ta paradoksno spoj teh dveh epizod, njegove misli in njegovega življenja po eni strani, ta neka kot rečeno paradoksnost, ta nek razpor, s katerega še vedno velja v bistvu vzeti v obzir in mu vseeno dajati aktualnost in ga vedno znova prespraševati. Torej, kot rečeno, je mene zanimalo predvsem razumevanje človeka v obdobju moderne in Heidegger kot njen pričevalec. Zanimalo me je, kako Heidegger misli dom, kako misli domačnost, tudi kako misli predvsem nedomačnost. In pri tem sem spet torej, prišla do neke, mogoče bi temu lahko rekli, neke pozicije, torej, da je Heidegger vedno, ko govori o domu domačnosti, tu zastarel, preživet, ne vem, kako posud s pepelom, kako ne rečem, in da z branjem njegovih spisov pač se ne moremo od tega odmakniti. Ravno nasprotno, natančno branje Heideggera, torej natančno branje tudi njegovih številnih interpretov, ki so danes dejavni po celem svetu, tako v Sloveniji torej kot v tujini, sem skušala v bistvu pokazati, da je Heidegger v teh pozicijah doma nedomačnosti pravzaprav zelo modern in opisuje dejansko prav nasproti tega, kar mu očitajo. Torej, da ni mislec preživelega časa, ki ga ni več in opeva neko podeželje in pretekle vrednostne strukture, ampak Heidegger govori o domu in domačnosti, o brezdomovinskosti, o nedomačnosti, o prebivanju človeku brez doma. In to so odgovori, v bistvu, ki jih on podaja. On ne, vse moje branje njegovega dela je v tem, da je ta nijansa dejansko zelo razprta, da je on odprt k nekemu prepraševanju, ki so dejansko zelo moderna. In če bi mene vprašali, skratka ime, koga je Heidegger, zame je Heidegger veliko ime, ki odlikovano dejansko govori o jedru moderne. Hvala. Andrej, ime koga je Heidegger? Se sem v bistvu prav najprej ne se iskreno zahvalim organizatorjem tega dogodka za povabilo Slovenskemu filozofskemu društvu in pač vsem, ki stojijo za njim. Tudi jaz sem točno nameraval tudi s tem vprašanjem začeti, oziroma z nekaterimi vprašanji, ki so se mi navezala na to vprašanje. Tudi takoj pač, tudi ko sem prejel to povabilo, da sodelujem pri tej okrogli mizi. Po eni strani, recimo, da ta vprašanja so nekatera malo bolj splošne narave, pa pač bolj osebne narave.
Pa začnemo s tem osebnim, ker me je v bistvu to najbolj tako, ko bi rekla, vrglo samega sebe, v tem smislu, da me spravi pred to pač naslovno vprašanje. Namreč, kako sem se jaz sploh, mislim, koliko sem pač počaščen, da sem bil povabljen k sodelovanju, po eni strani ne vem kako, ker tisto malo, kar sem recimo o tem napisal, ali pa če sem se dotikal, mislim, mi nikakor ne bi mogel kvalificirati kot interpreta Heideggera ali pa v nekem nadaljnjem koraku, nikakor ne kot kakšnega Heideggerijanca ali kaj. Tako da sem se moral v bistvu čisto zavestno, kot pripravljanju na ta pogovor, nekako sem pred to vprašanje spravil. Po drugi strani sem se pa vprašal, kako je s tem obhajanjem takšnih obletnic, kot je 30. obletnica rojstva. Kaj zdaj to pomeni, da se dobimo tukaj, pa bomo malo razpravljali, pa bo vsak malo svoje povedal, kaj se misli o tem in tako. O tem vprašanju. In tukaj se mi zdi, da to vprašanje, sicer, kakor imam pač do določene mere nekaj teh, recimo temu, in teh recimo bolj splošnih zadržka v smislu tega, kar me spravlja pred vprašanje, ali pa teh bolj osebnih, kaj pa jaz tukaj počnemo. Je pač to, da mi vprašanje ime koga je Heidegger nakazuje neko razločitev. Da je tukaj nekdo, ki se mu prileplja ime Heidegger, zdaj to ime Heidegger pa stoji za nekaj. Seveda to se pa lahko prevede, tako kot je tudi nakazano v neko biografsko, ampak če pustimo to ob strani. Recimo temu, da ime Heidegger ponovadi se tisto, s čimer se povezuje to, kar je ponovadi znano kot sintagma mišljenje biti, to mišljenje biti, pač kako se precej ta biti zapisuje. To se zdi tukaj, pa da je nek tak neka dvoumna medsebojna povezanost tega dvojega, ker stoji za nekaj, hkrati pa v bistvu kaže na nekaj, kar, mislim, koliko, če vzamem mišljenje biti, pač tako, kot se recimo citira Heidegger, nekako zares pač vodi, mislim, vozi skozi njega prek njega, ne, pred temu, kar bi bila, pred tisto, kar ne bi bila, recimo, biti sama, če sem tako pač. No, tukaj se mi je potem dodatno, kako se to razbiranje in branje, ker smo bili nagovorjeni kot nekakva tretja generacija, ki bi sicer nekako, sem mislim, da je že zjasno tukaj, že z načina, kako govorimo, kako se približujemo, kakšne teme imamo, da je precej jasno, da ta generacijskost ni v tem, da bi se šlo za nek enoten okvir, znotraj katerega bi se in enotne teme. Če se sploh pač nekako, koliko se sploh želimo ali pa hočemo pripisati neki generaciji. No, in me je pač to, da ne glede na to, kako se ta generacijskost ali pa generativnost nekih interpretacij rojeva skozi čas, je vendarle tudi vnaprej pripravljena. In tisto, kar recimo se mi zdi za slovensko recepcijo Heideggera, zelo značilno, kar je potem tudi mene nekako pripeljalo na to, kar je recimo, kar poskušam kot nekako zastaviti kot svojo pot nekega razmišljanja, ne. Mislim, svojo pot, to je zdaj spet tistih korakcij, ki jih pač poskušam delati. Je pač to, da je slovenska recepcija izrazito, že pač v njeni zgodovini izrazito vezana precej tudi na vprašanje, tudi na področje, iz katerega jaz izhajam, namreč na literarno zgodovino, komparativno, mislim, primerjalna književnost, sem zlasti pač tukaj kot tistega prvega, mislim, med prvimi, ki so resno vzeli to, ne pač omenim Dušana Pirjevca. Seveda pa že njegova recepcija Heideggera je spet bila pripravljena z njegovimi predhodniki in tako rekoč v bistvu izhaja od ustanovitelja, če smo zdaj ravno pri obletnici 100. univerze, ustanovitelja slovenske filozofije, Franceta Webera, ki nekako že utirja to pot, tudi ko se sprašuje o estetiki in kar povzame Pirjevec in kar. In se mi zdi, da tisto, kar je bilo pri nas zelo značilno, je pač ta navezava ravno
recimo temu heideggerijanski misli, če smem tako pavšalno reči, na vprašanja umetnosti in zlasti poezije. To je imelo tudi, to ni imelo samo nekega čisto interpretativnega elementa, v tem smislu, da bi ali interpretirali Heideggera skozi pesnika ali pesnike skozi Heideggera, ampak je imelo nek tudi čisto spet pri na nek način začenjajoč pri dušenem okvirjevcu, tudi čist neke realne, ki bi rekel, posledice v smislu pač ustanavljanja slovenske države in pač vsega tega. Ampak zdaj sem spet mogoče malo zašel. No je pač tisto, kar mene ves čas nagovarja, je ravno to, kar je pač poskušal Heidegger misliti kot vprašanje razmerja med mišljenjem in pesnjem. Vsi veliko pač to, tudi tukaj, ne, mislim, bi v bistvu tako rekoč, mislim, na nek način bi se dala zgodovina slovenske fenomenologije, to je recepcije Heidegger, ravno tudi spostavili, nekako prepisati, če že ne napisati na novo. Mislim, ne napisati, še ni bila napisana. Tako da tukaj seveda. In nekako pač to, kar sem jaz poskušal tudi, ko sem pač pisal svoj doktorat, sicer o poeziji nemško pišočega judovskega pesnika Pavla Celana, ki se je pač leta 67 srečal s Heideggerom v Todnovergu, v Heideggerovih koči, in je na podlagi tega nastala tudi pesem z naslovom Todnoverg. Je ravno to, kako se pač poskušati se spraviti pred odprtost tega vprašanja, razmerja med pesnim in mišljenjem. Mogoče bi to za začetek. Andrej, zanimivo. Omenil si pač to raznovrstnost pristopov med vami tremi, pa me zanima, ker ko govorimo radi govorimo o heideggerijancih, o heideggerijanstvu kot takem. Zdaj me zanima, kakšen smisel sploh ima ta sintagma znotraj vaših pristopov? Misliti o Heideggeru ali misliti v duhu Heideggera? Je ta razlika sploh smiselna? Ali mogoče začel, Andrej, s vami? S tabo, pardon. Ja, jaz bi v bistvu se k tem vprašanju tega, v bistvu nekako sem poskušal s tem začeti, ko sem pač govoril o neki različitvi, ki s tem bilo Heidegger. Zdaj, če heideggerijanstvo stoji v tem smislu za neko ukvarjanje z vprašanjem mišljenja bitja, kakokoli to pač, potem, mislim, je to lahko neka oznaka, ampak tukaj se mi zdi, da se včasih, in to se mi zdi, da se tudi zlasti v sodobnem akademskem svetu zelo velikokrat nažalost dogaja, da se neko ime zamenjuje zadevo mišljenja, ki je povezan. Skratka, da v bistvu ob vsem tem, seveda, pač ta interpretativni napor, soočenje z neko filozofijo, ali pa s filozofijo, kot je profesor Komel, pač soočenje z vprašanjem filozofije kot filozofija, ne, če nas ta se velikokrat zastira v pač samo razgrinjanje določenih aspektov, določenega filozofa, v tem smislu, da pač kaj je pa Heidegger hotel reči, kaj je pa rekel o tem. Ne? To zdaj sicer je, to je v bistvu pač mogoče predpostavka, ne? Ni pa to, se mi zdi, to je nekako pač seveda. To je osnovna predpostavka, da se spravimo v neko mišljenje. Se mi zdi pa, da včasih postaja sama sebi namen. Vseh teh, mislim, če človek spremlja vse to mnoštvo sekundarne literature in vse tako, mislim, je tako kot en tak pogon, ta znanstveni pogon, ki nas vse zdaj požira, vsi, ki delujemo v teh okvirih, pač moramo nekako to, ampak tukaj bomo velikrat, oziroma pogosto se zgodi, da nam tukaj pač skoraj povsem manjka ta
ne, ta aspekt tega, kar je zadeva mišljenja, kakorkoli se ta zadeva mišljenja imenuje, in skozi kakršnakoli imena že pač spregovarja. Ja, tako da ta oznaka je lahko kot nekak zunanji indikator ali pa indic za nekaj, ampak mislim, je tako kot za vsako oznako, vedno je nekaj napačnega na takih oznakah, nekaj, kar te, mislim, če bi se, mislim, jaz se nikakor ne bi opredelil kot heidegerijanec, ampak to zdaj, kaj sploh pomeni to, da se, mislim, ne, ali zdaj to pomeni, ne vem, da berem Heideggera, ali da poskušam, pač, sem to tako, kot da bi rekel, mislim, da se ukvarjaš s filozofijo, pa bereš Aristotela, mislim, to je predpogoja, ne, mislim, danes Aristotelijancev je tako pojmalo, Heideggerijanci pa nekako še kar, wow. Ja, jaz bom kar tako jedrnato definicijo postavil, pa malo o tem, ki je povedal več. Osebno se nimam za Heideggerijanca, kot rečeno, za voljo Heideggera samega. Kar spet ni, bi rekel, neko moje vodilo, kot moje, vendar je vodilo, ki je prisotno tudi pri Heideggeru samemu. Konec koncev Heidegger začne kot filozof in konča kot mislec, ne, in niti filozof. Enako velja tudi za Kierkegaarda. Kdo je Kierkegaard? Kierkegaard je in teološki mislec, in pisatelj, etik, danski Sokrat, vendar obenem niti eno, niti drugo, niti tretje. Tako da še v eksistencialistični filozofiji nasploh velja ta, bi rekel, odmik od obče zgodovinskih označil, kot so eksistencialist, kot rečeno tudi filozof. Začne se pa že s Kierkegaardom. Tako da moj vstop v Heideggera, čeprav sem Heideggera bral pred Kierkegaardom, recimo, je bil ravno na nek način, bi rekel, ravno v duhu tega odmika zastavljen, se pravi, kako znova vstopiti v samo razmišljanje o Heideggeru brez tega a priori prevzemanja določenih pač določil, ki se na koncu koncev tudi izkažejo kot pač pogubljene za Heideggera samega, ali za katerega-koli misleca, če govorimo o Heideggeru, bom Heideggera uporabil v tem primeru kot glavnega, bi rekel, protagonista tega. No, to potem, no. Ja, jaz bom tudi seveda ponovila, da sama nimam sebe za Heideggerijanko, to je nekaj rdeč motiv. Je pa Heidegger ena zelo velika referenca za moje poskuse vstopa v polifilozofije. Če postavljaš to razliko med misliti o Heideggeru, misliti v duhu Heideggera, bi se izpostavili na tretjo raven, ker mene recimo zanima je misliti Heideggera, v bistvu priti do dna temu, kaj on piše, kako to strukturira, kaj o tem pove. Torej, meni je Heidegger vseeno neka uganka, kakorkoli. In je postavil številne temelje za to, da premišljamo bivanje človeka, zadrževanje človeka v svetu, ki so tako pomembni, odločilni, da če se vrnemo v 20. stoletje, vzamemo skoraj da bilo katerega avtorja, dobro, recimo da skrajno marksiste ne, ampak recimo da velik korpus avtorjev, ko začenjajo neko temo, ki se je Heidegger dotikal, vedno rečejo, no, Heidegger pa da omenijo ga, skratka, na njega seveda referirajo, absolutno, Heidegger je referenca, ki jo ne velja, ki jo nisi dejansko niti mogel v bistvu izpustiti in
navedli dve neki imeni, so to Jacques Derrida in Jacques Lacan, recimo v Franciji, avtorji, ki so se z njim ukvarjali, veliko, ampak seznam je dolg, ne? Seznam je dolg, to rečeno, samo dva na hitro recimo. Skoraj da ni vidniškega filozofa, ki se pri njem ne bi ustavil. Ne? Zdaj, drugo vprašanje pa je, kje je Heidegger danes, ne? To 130 let kasneje, odkar se je rodil, a je današnji čas, ki je po eni strani na akademski ravni podvržen temu, kar je omenil Andrej, neki perpetuaciji proizvodnje nekih tekstov, ali pa po drugi strani nekemu hitremu tempu, ki bere cel svet po enačbah. A je nek tak korpus mišljenja, tak kompleksen korpus mišljenja, kot ga podaja Heidegger, lahko tak korpus mišljenja nagovori, ne bom rekla, neke številne mislice. Zagotovo je se ta pot to nekoliko zožila. Skratka, vse to, kar je napovedoval, v večji meri, kar se tiče inovativne tehnike in tako naprej, se je v enem deležu uresničilo in ta njegovo delo danes absolutno je aktualno, ampak a je ta njegova prezenca taka, kot je, še zmora nagovoriti številne bralce. Vidimo kar neki publike, kar je spodbudno, ampak skratka to je eno vprašanje, recimo, kam bo šel, kje bo Heidegger, recimo, čez 50 let, ki bi se ga veljalo postaviti. Težko ga zvedemo na eno enačbo, pa rečemo, Heidegger je pa rekel, Heidegger je povedal pa to, in s tem pojasnimo Heideggera. Mislim, da vedno nekaj umanjka, vedno nekaj izmanjka, ga ne moramo pač ponastaviti. Zdaj, glede na to, da smo danes tukaj v nekem smislu v poziciji vračanja k Heideggerovemu miselnemu izkustvu, je pomenljivo, da je prav misel o vračanju k izvoljenemu izkustvu, misel o ponovitvi prisotna skozi celotno Heideggerovo misel. In v zgodnjih 20-ih tu misel veže na idejo samolastnosti, vselemojosti biti, kako je ta vselemojost v kontekstu ponovitve vezana na Sørena Kierkegaarda, ki ga Heidegger seveda v tem kontekstu tudi referira. Vprašanje, 5 minut, po minuti. Je odvisno zdaj, koga človek bere. Jaz osebno vidim v glavnem največjo vrednost v fenomenološkem branju Kierkegaarda kot protofenomenologa, kot tudi Heideggera. In v tem kontekstu se samolastnost, kolikor shajamo spet, bi rekel, v neki oddaljenosti od neke formalnosti, zapiranja samolastnost v nek pojem, v neko formo, kar ni niti Kierkegaardu, niti Heideggeru namen. Potem seveda govorimo spet o neki interpretaciji, ki pač po mojem mnenju je dokaj jalova. Medtem ko, če ohranimo recimo to živo podobo Heideggera in kot tudi Kierkegaarda, se pravi v smeri fenomenologije, imamo neki, recimo, kar se v danskih krogih interpretiranja tega odnosa med enim in drugim, tukaj se tudi v določeni meri tudi vključuje Husserla, govorimo tudi recimo o etiki pogleda. In tukaj samolastnost je bolj, bi rekel, stvar komunikacije, pogleda na drugega, nekega Durchsichta, kakor bi temu Heidegger rekel, kot pa neka zaprta forma. S tem, da ta težava, kot si recimo omenil, se začne že s Kierkegaardom. Takoj, ko se omenja Kierkegaarda, se govori o nekem protestantskem, zaprtem, absolutnem jazu in tako naprej, kot da recimo Kierkegaard počne neki, kot da je glavno vodilo Kierkegaardovih del, še posebej recimo bolezni za smrt, neki tasga
se pravi neka formalna definicija. Če gremo na začetek, na prvo stran, bolezni za smrt, kjer Kierkegaard omenja tako imenovano to sintetično enotnost sebstva, samolastnega, se pravi sebstva kot sintetične enotnosti, kot odnose med neskončnim in končnim in tako naprej, med svobodo in nesvobodo. V naslednjem stavku se ravno odpove isti definiciji, spet v hermeneutični gesti. Če dojemamo zgolj sintetično, če dojemamo recimo v tem primeru vprašanje samolastnosti kot neko formo, potem človek še ni sebstvo. In to odpre celo pot tako imenovanega zamejevanja samega pojma samolastnosti. Enako se odvija tudi pri Heideggeru, ko govorimo o samolastnosti. Gre za hermeneutično zamejevanje, za delimitacijo, ne gre za spet neko formo. Tako da, ko se to uporablja zdaj, recimo proti Heideggeru, jaz ne vem, kako ne odreagiram na to vrstno kritiko, ravno zaradi teh, bi rekel, nekih meni jasnih določil, ki ne omogočajo ravno take kritike, niti nekega pavšalnega potrjevanja samolastnosti. No, recimo, to bi bil neko dobro. Zdaj, ideja ponovitve, vprašanje po smislu biti implicira tudi samo kritiko metafizike, seveda pri Heideggeru. Pri tem je pomenljivo, da Heidegger nasprotju s Husserlom, ki se je videl kot nadaljevanje te novoveške tradicije, svojega lastnega zastavka ni videl kot izpolnitev tega, ampak kot nekakšno vračanje k prvemu začetku zahodne filozofije. Kako ta vrnitev grškim začetkom, od začetka epoha metafizike stoji v odnosu do razpoloženja, grozljivosti, nedomačnosti, ki si obravnavala v delu arhitektura in moderne in Dasunheimliche? Ja, to je en kompleksno vprašanje, si bom dovolila in malo daljše odine, da nadaljno govorim. Torej, v moji knjigi Arhitektura moderne in Dasunheimliche sem skušala nekako skupaj brati Heideggera, Freuda in Corbusiera, torej treh protagonistov 20. stoletja. In sicer sem izkušala brati na temo te pomembne sestavine moderne, ki leži v tesnobi same moderne. In moja teza pri tem je bila nekako že znana, slišena že večkrat, torej, da tesnoba v bistvu zaznamuje moderno. Dodatek, ki sem ga jaz tudi dodala, ali so ga dodali tudi že nekateri interpreti seveda pred mano, pa je, pa tudi Freud pa Heidegger, da ta tesnobnost ni stvar naključja in da je najverjetneje izkaz v prostornosti kot nekaj sublimnega, ki mu lahko rečemo Dasunheimliche. In verjetno lahko ravno s to amorfno ugodnostjo ponazorimo ali pojasnimo, čeprav to gre za neko negativnost, ki se ves čas izmika, poskušamo pojasniti v bistvu neko stanje moderne, ki se rodi iz velikih idej razsvetljenstva in tudi industrijske dobe. Torej, kar je mene privleklo k tej temi, tudi to, da se o tem vprašanju izrekata tako Freud kot Heidegger, pri čemer lahko tudi v literaturi zasledimo, da je Heidegger najverjetneje imel 3 možnosti, da prebere Freudov spis, seveda tega ni nikoli javno znano, pa ni skratka se o tem izrekal. Torej, pri Heideggeru gre za to, da ko se sprašujemo o nekem v bistvu modernem bivanju ali pa o Dasunheimliche, kot rečeno že prej, Heidegger govori o tem, o vprašanju doma, tudi o vprašanju domačnosti, o vprašanju nedomačnosti, tesnobe, strahu in brezdomovinskosti. In tu smo potem v bližini tega, kaj je Dasunheimliche. In kar sem jaz skušala narediti, je to, da sem skušala stresirati to vprašanje v več njegovih delih. Prvo v Biti v času, leta 27, potem v uvodu v metafiziko in potem v predavanjih Hölderlina Himna Ister. Gre za predavanje, ki ni prevedeno v slovenščino. In na koncu sem zaključila z grajenjem prebiranjem mišljenja. In bom kar mogoče preskočila par nekih dikcij, ki sem tu sicer imela nanizane, ampak
Torej, Heidegger se s tem začne ukvarjati s vprašanjem doma v bitnem času in tu pravi, da enači nedomačnost in neudomovljenost. Govori tudi o tem, da sama to bit nikoli ne more biti doma, tisti, ki lahko doma je v bistvu ta sotobit. Kasneje pa v uvodu v metafiziko in v Hölderlinu himni Ister pride do tega, da vzame po tem nekem obratu, torej vzame v roke Antigono in sicer natančneje hvalnico oziroma steljanko, to je to prvozborovsko pesem in govori o tem, o interpretaciji teh dveh verzov, ki začenjajo to pesem. Iz tega, torej tu je neka ponovitev spet, ki se je loti tudi z namenom, torej, da bo izstopil iz nekega metafizičnega definiranja človeka, ampak bo šel k samim začetkom zahodnega človeka in bo tu pri Sofokleju iskal definicijo človeka. K temu se on torej vrača tako v uvodu metafiziko, kot torej v Hölderlinu himni Ister in pravi, da je v bistvu ta dainon, ki ga Sofokle tu izpostavi kot bistvo človeka, Heidegger to besedo, ta termin dainon prevaja kot das Unheimliche in tudi o tem postavi neko definicijo človeka. Pravi, da je das Unheimliche, torej to grozljivo, strašno, nedomačno, v najboljši meri opredeljuje bistvo človeka. Torej, kasneje Heidegger govori o tem tudi, da je moderna prečena s tem, da jo strukturira manjkanje doma, govori tudi o tem, da je človek to nasilno, to grozljivo in ves čas se v bistvu vrača k Antigoni, pri čemer pa se vrača na način, da je on pač interpretirana, kako on pravi, edin možen način, da je to njegov možen način. Ta njegova interpretacija je bila za marsikoga problematična, tudi ta njegova Hölderlinova interpretacija te interpretacije je bila za marsikoga problematična. Mogoče bi s tem kar zapišli, da ne gremo več v detalje, da se bomo zaprešli. Kritika metafizike gre seveda z roko v roki s Heideggerovim prizadevanjem, da bi zaobšel tradicionalni jezik metafizike. V tem prizadevanju pa se na neki točki upre na pesniški jezik. Andrej, kako pravzaprav stoji ta pesništvo in filozofija v odnosu do drugačnega začetka, oziroma predrugačenja mišljenja? Ja. Zdaj seveda to je že sem znotraj Heideggerovega razvoja, je to se mi zdi zelo kompleksno vprašanje, ker bi ga bilo tukaj zdaj. In tudi, mislim, ob vseh zadržkih sem jih prej omenil, se to nikakor ne bi čutil kompetentnega, da bi kakorkoli na to. Tisto, če se povrnem k tistemu, kar me nagovarja, tudi v tem smislu, da se vračam, k branju Heideggera, karkoli pač to branje ne bi že bilo, je pač ravno to, da nas spravlja pred neko vprašljivost, da nas v bistvu pred neko vprašljivost, zdaj, gre to vprašanje kot vprašanje prostora, čeprav to je malo manj prisotno, ampak vprašanje nedomačnega ali pa vprašanje samolastnosti, eksistence in tako. So neka vprašanja, ki na nek način ki so na nek način rabile Heideggera, da jih je izrekel, če smem tako reči. In zaradi tega je v bistvu to, ne vem, ta način, ali pa so ti poskusi mišljenja nekaj povezani z njegovim. Vendar pa nekaj, tudi verjetno bi tudi sam nekako, ne vem, da bi nekako, da tisto, da lahko to, še enkrat, da se ponovim, da sem prej nekako mislil reči, tudi kot nekdo, ki prihaja tudi tukaj od strani zraven, ker doktoriral sem na premiralni književnosti, prav, kontraktivistim, sicer diplomo imam iz filozofije, ampak je pač to, da lahko samo ime včasih zastira to, kar je zadeva mišljenja, ki se skriva za tem imenom, ki jo to ime obenem odkriva in zastira.
In na nek način brati Heideggera in tudi v pogledu, ko se poskuša razmišljati o vprašanju, kot sem jaz poskušal o vprašanju med razmerjem, med pesnjenjem in mišljenjem, je pač to, da se poskuša spraviti na sled tega, kar je tukaj mišljeno. Skratka, da se poskušaš samega sebe pa pač upotiti na to sled. In na nek način tukaj pač greš iti prek Heideggera je v bistvu tukaj zelo mišljeno to dobesedno. Mislim, greš, kot sem že prej rekel, skozi njega prek njega. In tukaj to, kar sem jaz pač poskušal z vprašanjem razmerja med pesnjem in mišljenjem v povezavi, v kontekstu vprašanja pa problema filozofskega konteksta Celanove poezije, pri čimer tukaj takoj treba poudariti, da Celan pač svojim izjemnim eruditskim poznavanjem zgodovine filozofije se ni samo s Heideggerom, pač ni bral samo Heideggera, ampak je pa pač ta odnos do neke mere tudi zaradi tega kasnejšega srečanja pač odlikovan. In seveda je pač odlikovan tudi z tega vidika, da je pač Celan kot jud, kot preživelec holokausta, ki so mu starši umrli v nacističnih taboriščih, in Heidegger kot vsaj nekaj časa sopotnik nacistov, skratka teh, ki so povzročili holokaust, da je to srečanje, ki je nekako že predpostavljeno s tem, da sta drug drugega brala. Mislim, srečala sta se že v bistvu prej, branje drug drugega. Tako da, in pač, da se to razmerje med pesnim in mišljenjem, pač mimo, da, mislim, to lahko vzamemo zelo tako, pač, kot, zdaj bo mišljenje, bo dobilo nekaj pesnje, nekaj dobilo mišljenje. In lahko zelo tudi na nek način estetizirano, oziroma v tej sami estetizaciji hkrati že tudi anestetizirano, skratka, da je ta ostrina. Medtem ko tukaj se pa ravno v tem srečanju, pa še bolj natančno v pesmi, ki spregovori iskrenosti tega srečanja, zastavi z vso ostrino zgodovinske zareze, ki jo pač pomeni ta dogodek Shoah oziroma Pullman oziroma holokaust. Z vsemi pač tudi, ne glede na to, kako po zdaj pač tudi Heideggerovo udeleženost, in pač to se mi je zdelo, samo to, da se te ostrine tega vprašanja ne otopi, da ohrani to, tisto, kar nek način spodbuja, kar skliče pesem v pesem in pojem v pojem, in si pri tem lahko nekako stopta, da si pomagate ali da si stopta nasproti, ali pa si vedno znova stojite nasproti, da je to v bistvu nekaj, kar ni samoumevno in kar ima pač neko tako, kot lahko pač zelo ostro zgodovinsko dimenzijo. Sem še hotel tukaj reči, pa... No, skratka, in ta ostrina nas v bistvu sama kot taka, če jo ohranimo, nekako nas spravi pred vprašanje kot vprašanje v tem smislu, da zahteva, da mi sami nekako odgovorimo na to pač in odgovorimo pač zdaj čisto na nek, mislim, lahko pač zdaj kakorkoli se ta odgovor pač, v kakršnemkoli registru se to odgovarjanje, če smem valni filozofi tradicije uporabiti, pač odvijati. V duhu srečljivosti. Ja. Zdaj, von Hermann, ki je tudi avtor zelo referenčnega dela o Heideggeru Subjekt und Dasein, da tudi ureja gesamte Aufgabe, je v nekem intervjuju s Petrom Sloterdijkom dejal, da je zapoved ruske tradicije, ki prepoveduje ustvarjanje podobe Boga v nekem smislu, radikalizirana v Heideggerovem polemiziranju z ustvarjanjem podobe človeka.
Do zdaj smo se že dotaknili vprašanja destrukcije tradicionalne filozofske pojmovnosti. Kakšne implikacije ima takšna misel na pojme, kot so individuum, subjekt, oseba, s katerimi poskušamo misliti človeka tudi danes? Do katere mere nas ta kritika zavezuje, ko mislimo človeka v okviru omenjene pojmovnosti? Uroš? Ja, ja, kot prvo seveda imamo samo, bi rekel, razgradnjo forme kot take, ker je seveda dober korak, se pravi spet na tej ekstenzivni ravni, na tej ravni rezoniranja o človeku, ko pride do ene prezasičenosti s človekom, smislom, z resnico, govora o tem in tistem in tako naprej. Tako da v tem kontekstu se mi zdi Heidegger izjemno dragocen. Seveda, recimo, mogoče neka kritika, ki se pri meni osebno začne, spet po duhu danskega predhodnika, ne morem brez Kierkegaarda govoriti o Heideggeru. Je pa, kot omenjeno, je pa določena točka, ki pač gre, ki je tudi za eno stopnjo dlje od Heideggera, tukaj že govorimo o razsežnosti posamičnosti, govorimo o tej živi negativnosti, o tem vrelcu posamičnosti, ki pač kot tak bi rekel, zavrača formo oziroma se oddaljuje od forme, ampak se mi zdi, da Kierkegaard to oddaljevanje občutno dlje, bi rekel, zapiše oziroma izrazi kot Heidegger. Tukaj smo že na meji norosti. In tu seveda, recimo kot ena fusnota temu, danska beseda za norost je Venville, ki pomeni biti brez položaja, to besedno. In tukaj se mi zdi, kot rečeno, zdaj v duhu dekonstrukcije oziroma mogoče korak dlje, Kierkegaard dosti bolj radikalen, čeprav spet v obratnem, recimo temu pozitivnem, proformalnem smislu, brez Heideggera, jaz osebno tudi Kierkegaarda ne bi mogel zajeti v neko, bi rekel, operativno formo. Tako da Heidegger je z tega vidika spet dragocen. Ne gre zdaj popolnoma zavreči pač Heideggerovo misel kljub nekim mejnikom, ki jih Heidegger pač ne preseže. Z druge strani imamo pa, Kierkegaard se tudi rečeno zavzame vlogo tudi pesnika, gre pa občutno dlje, ampak tudi ta razdalja na določeni točki postane kar neznosna. Tako da Heidegger je v tem smislu, spet se vrača nazaj na ta, recimo, to disontološko razsežnost, Heideggerovi misli izjemno dragocen, ker vnaša eno strukturo, ki spet v mojem primeru bolje, da je hermenevtična, kot pa recimo usmerjena na nek horizont pač formalne ontologije. Spet govorim o zgodnjem Heideggeru, seveda ne govorim ne omenjam pač poznega Heideggera. Ampak ravno bi rekel, z dovolj forme v njegovi misli se lahko lotimo recimo nekoga, kot je Kierkegaard ali pa konec koncev tudi Nietzsche. Tako da to je recimo nek moj odnos do tega. Zdaj, splošno gledano je pa ta hermenevtična lastnost, ne samo, lastnost hermenevtike
ne samo destruktiven, ampak tudi konec koncev terapevtski. Čisto evo ena anekdota, taka fina, iz zaključnega znanstvenega pripisa od Kierkegaarda, se mi zdi, da se da dojeti kot neko hermeneutično določilo. Pravi, imamo človeka, ne, ki umira od lakote in ravno zaradi tega si zabaše usta s hrano. In kaj zdaj nam storiti? Ne? Odvzeti košček kruha in s tem tvegati potencialno smrt od lakote, ali ga pustimo, naj se zaduši. To je ta, bi rekel, eno vprašanje enega balansa. Tako da, no, potem z moje strani. Andrej? Pravno pač še ustavim pri istem vprašanju, do katere mere nas ta kritika subjektivitete subjekta zavezuje, ko mislimo človeka danes. Ja, se opravičujem, malo sem se. Ja, mislim, tukaj, mislim, spet, mislim, zavezuje, kako bi rekel, zavezuje, mislim, vsekakor nad sebim, mislim, tukaj je zelo težko tako nekako, zdaj to, kar je, če recimo to, kar je, recimo, če vzamemo to kritiko subjektivitete, to, kar je v zgodnjem Heideggeru mišljeno kot dazna in to kasneje v bistvu nekako dobi pač ime smrtnikov, ne, pač v Četerju. Nekako vprašanje človeka je vedno tako malo, ne, da ravno ta nek strah pred neko antropologizacijo pač nekako vedno ostaja pri Heideggeru, tako kot jaz to verjamo, ne. Ampak kot se to meni kaže. Medtem ko tukaj, ne, je pač pa ravno, ne, če tukaj recimo, če pogledam pač z vidika, na nek način, no, zdaj, če tega, kar sem pač prej poskušal nekako s tem razmerjem celam Heidegger, resno mišljenje, je pač ravno to, ne, da pač tisto, kar bi bil nekako pa celano poskus, je pa ravno kako to človeškost v današnjem svetu nekako pravi. Ne, če se recimo, to je zdaj zelo pavšalno in mogoče tudi, ne vem, tudi ne najbolj natančno, ampak ja, za ta možnost človeškega v svetu, kakršnem je pač vsem, kar se je zgodilo, tudi, ne, kar se nam dogaja danes s tehnikom in vsem tem, ja, kolikor je vse to, kar se nam dogaja, če smem tako reči, porokovano po tem, kar je pač, če že ne povzročeno, pač porokovano potem po subjektiviteti subjekta, ne. Tukaj ta sestop v to bližino človeškega, zdaj, ne, človeškega kot človeškega, človeškega kot smrtnega, ali pa človeškega kot prebivanskega, bivanskega, to zdaj pač puščam tukaj odprto. Ampak sem ta, recimo, karkoli ne bi zdaj ta bližina človeškega, kaj ne bi človeška sama bila, ampak recimo, ja, vsekako z tega vidika se mi zdi, tudi ko se soočamo s temi današnjimi fenomeni, mislim, tukaj zdaj pač stvari so mogoče šle še bolj, ne, še v tisti, kar je nekako, čisto, mislim, si Heidegger ni mogel misliti, ne, mislim, ne, pač, da smo res postali pač neke surovine, ki pač človeški viri, ki, ne, tukaj zdaj pač tak razmislek, seveda, mislim, absolutno ohranja svojo zavezujočnost. Z mojega vidika, absolutno.
kako pač to, kako, sprem, tako kot sem prej rekel, kako nas prinaša pred vprašanje tega. Ne. Zdaj, kako odgovarjamo, to je druga stvar. Ne. Mislim, to je zdaj pač pol stvar debate, oziroma pač dejanskega odgovarjanja na način prebivanja v svetu. Zelo kratka za temo. Moj odgovor na to bi bil, da je Heidegger napovedal to, oziroma veliko pisal o sami naravi človeka in kaj leži v njegovem jedu samega človeka, če pelje malo, skratka zdaj treba vodi spet na svoj mlin, tega vprašanja nedomačnega, torej tega vprašanja, kateremu se vrača, ko prebira Antigono. On tam pravi, da je človeku najgrozljivejše bitje, ki stopa po zemlji. Tisto, ki svojo vednostjo ves čas skuša zaobjeti bivajoče, je ves čas napram svetu, drugih biti nasilno, nadvladujoče. In to pravi v kontekstu ne metafizičnega mišljenja, zagotovo je v kontekstu metafizičnega življenja to še bolj potencirano. Tako da, če se je on lotil neke nove filozofske poti ob začetku 20. stoletja, ki stopi v neko praznino ob koncu metafizike, ob smrti Boga in tako naprej, ob koncu absoluta, in začne z novo metodologijo s hermeneutiko, torej spraševati in postavljati filozofska vprašanja in pride v enem loku, torej svoje filozofije do tega, da je človek to nasilno in to grozljivo, to strašansko, kar biva. Je to eden izmed njegovih morebitnih odgovorov, zagotovo ne edini. Zagotovo v njegovem delu lahko sledimo tudi druge odgovore in tudi druge nijanse. Je pa to ena rdeča nit, ki se kaže med leti 35, med leti 51 in se tudi drugače potem formulira v prebivanju in tako naprej. Ampak je eden izmed možnih odgovorov tudi to. To sem odgovorila na vprašanje. Zdaj, nekateri avtori so to nekaj dobro del vračanja k izvornosti grškim začetkom razumeli tudi kot reakcionarni romanticizem. Meni se zdi ta kritika zelo kratka, pa vendar, kakšno je vaše mnenje o tem? Ko sem jaz prebirala Heideggera, sem videla to vračanje k nekim grškim začetkom v kontekstu preupraševanja ključnih filozofskih vprašanj ob koncu metafizike. In je to vračanje nekako logično. Zdi seveda je pa problematično, kako se on loti tega vračanja v marsičem. Jaz ne moram komentirati celote, ker je delo, kot smo že rekli, njegovo zelo obsežno, obsega več kot 100 knjig. Jaz poznam en delček tega dela. V tem delu, torej v interpretaciji Antigone, je zagotovo bil na nekaterih mestih malček na malo spolskih tleh. Tudi Hölderlin recimo je kar sam moj malček sugeriral, kateri prevod Antigone bi bil morda boljši, ko je Hölderlin sam uporabil. Kar je pa zanimivo pri tem, je pa to, da Heidegger vsakeč, ko se vrača k grškim začetkom, v tej svoji standardni metodi vračanja in ponovnega odpiranja, on se tudi 10krat vrača k enemu isto vprašanju in razgrinja en vidik, potem pa drugo nijanso, pa tretjo. Zagotovo tu ohranja neko odprtost in neko konsistenco. Z nekih etimoloških vidikov pa ja, tudi v literaturi zaslediti, da so nekatere njegove povezave znajo biti pa tudi problematične. Vendar se mi zdi osebno, da je to vračanje grškim začetkom vedno prihaja v neki napetosti z prihodnostjo. Tu lahko tudi tično mogoče odmev pojma eksistence, ki ga tudi konec koncev nekako prevzema od Kierkegaarda. Ja, v bistvu ja, mislim, prevzame vsekakor, pa tudi v recimo samem nanašanju na Aristotelov fizis,
Gre tudi prek Kierkegaarda, posredno prek ali, ta obrat k izvoru, to je celo neposredno, se spomnim zdaj v katerem delu, citira neposredno en odlomek iz Kierkegaardovih aforizmov iz Ali in odlomek iz vaj v krščanstvu. Ta obrat k iskrenemu začetku gre za predvsem dojemanje, to je lahko tudi problematično, in mogoče romantično, gre predvsem za neko nadaljevanje tudi tega Schillerovskega dojemanja grške eksistence kot naivne. Kierkegaard recimo tudi pripiše to naivnost, igrivost grške eksistenci in se mi zdi, da Heidegger počne podobno. Se pravi, iskanje te izgubljene neposrednosti, tega izvora, tega iskrenega začetka, ki je pač izgubljen bil tekom neke genealogije metafizične misli, ki je dosegla svoj vrhunec pri Descartesu in tako naprej in se nadaljevala naprej. Tako da vsekakor se mi zdi tukaj spet dragoceno to vračanje kot gesta, z druge strani pa je seveda problematično uzurpirati z nekega spet sodobnega vidika neko preeksistenco in jo pač obravnavati kot tudi, recimo, ne bom rekel, da tudi to Heidegger počne, ampak recimo, če bi kritiziral, bi se dalo reči, da v določeni meri tudi postane rekvizit na nek način, ampak to je zdaj, ne bom tega rekel. To če bi zdaj se spravil kritizirati, Heidegger je dovolj tenkočuten, da ne počne tega z neko, bi rekel, skladivo, tako bom rekel, ampak to bi bili mogoče neki problematični vidik in zakaj bi šlo to za neko romantiziranje, Schillerovsko, recimo, to bi bilo moj govor. To vprašanje vračanja ali pa potem tudi novega začetja, novega zastavka, zajetja novega. Ker, mislim, seveda na določene mere, ko gledamo vse tiste pasuse, kjer Heidegger nekako, kadar reče, ne vem, kako je nekaj bilo izvorno mišljeno v grškem, potem pa, da se je v bistvu že s prevodom v latinščino vse to čisto poplitveno in danes, mislim, ima to neko v sebi, deluje neka, mislim, ima predpostavlja nekaj, tako rekoč, skoraj da moralno sodbo v tem zgodovinskem dogajanju, da je na začetku bilo nek. Čeprav tudi sam Heidegger, pač, da je v bistvu Aletheia tudi pri Grkih ni bilo misleno, tako da, mislim, tukaj je ena nenehna dvoumnost, vsaj tako z mojega vidika je pač tega vračanja Grkov, ki deluje, kot da je tukaj kot da gre za neko predstavljeno podstavo, iz katere nam bo pa zdaj pač, nam bo pa uspelo zaobrniti, tako mislim, če predstavljam toliko zgodovine iz tehnike, mislim, in zdaj pač zelo poenostavljeno. Ampak po drugi strani, pač je pa, bi pa tukaj, skratka je neka taka, recimo, neka taka arhaizirajoča tendenca, ali pa samo v tem smislu arhaizirajoča v smislu vračanja k arheju, nekaj, pač karkoli zdaj, pač ta arhej. Ampak, že sam s tem nekako, če tukaj recimo citiram to, kar tudi Heidegger rad citira Hölderlina, težko zapustiti, kar blizu izvora prebiva ta kraj, če vzamemo samo to misel izvora in izvora
odhod tistega izvirajočega, ne, že samo to naviranje izvora samega, že zastira to svojo izvirajočnost, ali, ne, in tako da tudi tukaj je bistveno bolj to, pač kaj pa iz tega priteče ven, ne, mislim, skratka, da se tega, ne, šele potem pač, kje je pol zdaj ta reka, to je vse drugo, ampak skratka to, pač, to vračanje na nek način je tudi prinašanje, mislim, je, ne na nek način, je prinašanje nečesa drugega, drugačnega, novega, ne, še tako reči. Na drugi strani je pa tudi vsaj posredni izkaz, da se tega arhičnega, no, tako rekel, bolj kot arhaičnega, drži neka poteza anarhičnosti v tem smislu, da se vedno znova zastira. Ne. Že samim tem, ko prihaja iz izvora. Tako da zdaj tukaj po eni strani tudi se to je pogosto očitek klasičnih filologov, pač Heideggerove interpretacije Grkov, pač. Ampak to se na nek način drži na tisti ravni, ne, pač, kot sem prej omenjal, pač tega, kaj pa takšne interpretacije pri sabo prinašajo, to je pa pač druga, ne, in pač ti kažejo tisto bistveno tega miselnega. Tako da zdaj, mislim, Heideggeru je marsikaj mogoče učitati, ampak, mislim, komu na tem svetu pa ni, ne, mislim. Zdaj, Heidegger misli skupaj biti in čas, ampak čas nam zdaj govori, da bomo mogli počas, vulgarni čas, bi verjetno rekel Heidegger, nam govori, da bomo mogli počasi končati, da še damo možnost tudi zbranim, da postavijo kakšno vprašanje, ali pa mogoče ti komentirajo kakšno temo. Vami so ti dva prevajalca, biti in časa, tako da. To je vprašanje za ja? Seveda. Ja. No, samo nekaj rekel, hvala za prijetitev, ker me spominja na to, da je pred 14 dnevi v Mestih bil simpozij o Heideggeru in da je bil iz 2 delov, en dan in pol doktorandi novi z področja Heideggerove misli, da rečemo, in tema je bil Geštel. Prav Heidegger vprašanje po tehniki. To je tema stave, v katerem bi kolega Valentin Hriber pa nekdanji že pokojni Ivan Urbančič povedala marsikaj. Tako da se mi zdi, da sta glede tega v tendenci, tako rečemo, časa, da se tole dogaja. Zdaj, zelo mi je bilo všeč to, kar je recimo kolega Milič povedal, da o Heideggeru ne moramo govoriti na esencialistično in je uporabil en izraz disontologija, se pravi. Ontologija pa še po bistvu, človek pa je sicer določen metafizično kot bistvo, ampak njegovo, od Kierkegaarda vemo, je pa eksistenca tisto, kar rekel tradicionalna metafizika nikakor, recimo Hegel vsaj ne, to je pa lekcija Žvana, ki so jo bila deležna s profesorjem Hriberjem tudi, eksistenca ni bistvo. In moram reči, da sem našel pri Almi Solnikovi en spis o sodobni filozofiji, ki pravi Hegel in tudi cel Marx govorita še o bistvu. Marx sicer o družbenem bistvu, pa se potem postavi vprašanje individualnosti, ampak v Kierkegaardu je postavil vprašanje eksistence. Eksistenca nima bistva, ker je tako kot o eksistenci so vaje. In tako da rekel, da to, o čemu sem pričal, to bi prvi vtis, je to, da tule niso, da vi niste vajenci, ampak vajevci, če uporabim za Simona Jenka, ki je za mlade pesnike takrat uporabil izraz vajevci, se pa tisti, ki delajo Einübung, vajo v nečem. Tako da mislim, da je bil to lepo prisotna, zaradi tega je tudi kolega po mojem vtisu Božič se zapletal, se pravi, ampak mislim, da je zavest, da se o Heideggeru ne govori pozitivistično na račun SP stavkov. To bi bilo eno. Drugo pa mislim, da je Heidegger prisoten
na filozofski ne od Webera. Weber je teorija stvarnosti. Stvarnost to niti bitni, to je realnost, to je pozitivizem. On je filozof, to je moja teza, pozitivizma. Pač pa, tako rečemo, že Zalmo Sodnikovo in tudi seminar, ki ga je naj bi imel Weber o Heideggeru, ni bil seminar, ampak so bili referati o tistem doktoratu o Heideggeru. In tudi knjige, ki so v Ljubljani, je morala naročiti Alma Sodnik. In Tina Hribarja morda bi on dopolnil, dobro veva, da je prva dva teksta, ki sta bila v Ljubljani, prevedena v perspektivah doba podobe sveta in izvor umetniškega dela. Tako da to je eno. Drugo pa, res nekaj, da pa glede števila knjig. Res nekaj tega napisal, da zbrana dela bodo obsegala 102 knjigi plus še nekaj dodatnih, brez pisem, razen izbora. Ampak teme so pa z objavljenimi spisi dejansko, da tako rečemo, če vzamemo, kar je že prevedeno, so te glavne teme tu in kolegica Tuler je povedala, je sama opozorila, Heidegger se vrača. Se pravi, to je tisto in je pa res, da je kaj pa nagovor mišljenja, mislim, da je ta osebna nota, ta avtor, da ko rečemo, samstvo je tisto, kar je tule navzoče in to je dobro. Bi pa samo pokomentiral razpravo o pesništvu in mišljenju. Mislim, da je izključno to, Heidegger pravi, pesniki se srečujejo s filozofi, kadar so tisti, ki ustanavljajo nekaj. Ja, tisti znameniti izrek, kar preostaja, ustanavljajo štiften, ker pa se ne more razumeti na princip način arheja in tako dalje. Pa še nekaj, sem pa pogrešal besedo Aletheja, ki je ključna za razumevanje Heideggerove pozne filozofije, se pravi, tako imenega Ereignisdenken, ne mišljenja biti, ampak dogodja dogajanja. Ker tam se pa, rekel, dualnost neke pozitivne resnice in nečesa, kar mora ostati skrito, kot v naravi, rekel, se nekaj dogaja in tako dalje, brez tega se Heidegger ne mora razumeti. S pojmom principa nikakor ne. To bi tako za kratko. Hvala. Ja. Še kakšno vprašanje? Komentar? Jaz mislim, da bom še kar dovolj časa, da gospod bi jaz postavil. Želite ne tako vprašanje? Gašpa, hočeš samo bliže, ker te ne bomo slišali. Prvo, mogoče še eno platformo za debato, ker kot vemo, da danes ne samo kot Heidegger se vrača, ampak tudi ne nazadnje, Heidegger je na nek način bil vedno nek prvi, nek zastavonoša borbe proti razsvetljenski misli. To je potem Gadamov še naprej razvil. Ampak malo mogoče manj raziskana smer, ki je v bistvu Heidegger zelo kratek obdobje, je pa v koncu 20, ko razvišče v obdobju Kantu, ko recimo se ukvarja specifično s Kantom in raziskuje smer transcendentalne imaginacije. In me zanima, če ste se vi kdaj kaj tudi poukvarjali s tem, zato ker ponuja to tudi neko alternativno možnost mišljenja v času recimo postresničnosti, ki se je predvsem izkazala, da je bila izredno prodorna v njegovi diskusiji s Kaziranjem v 30-ih. In na neki točki, po eni strani, on govori takrat, da ne nazadnje, da je že Kant bil prvi, ki je odkril izvorni čas. Izvorni čas s tem, ko je vzpostavil nevede, transcendentalno imaginacijo kot izhodišče, kot neko skupno korenino, se pravi čuta in razuma. In poanta je v tem, da je s tem, ko vzpostavi transcendentalni jaz, s tem tudi pravzaprav zanika kakršnokoli možnost, da bi vednost prišla primarno strani razuma, strani čutov, ampak vedno izhaja že iz nečesa, kar je lastno posamezniku, neke njegove izvorne časovnosti, ampak je pa nujno zvezano tako s časom, tako z predstavami, ki pridejo tako z razuma kot čuta. In tukaj to je bila neka alternativna pot, Kazirer je bil izjemno strog takrat in na nek način so govorili, da je bil nekak zmagovalec tistega boja, je bil pa zelo pomemben trenutek takrat, ki je tudi pokazal razlike med nekim neokantostom in
Heideggerjevim načinom mišljenja. Ampak vzpostavlja pa tudi neko alternativno možnost mišljenja o razumevanju, o razumu kot takem. Ne tega, ki ga kasneje Heidegger razvije, predvsem preko recimo razumevanja, ki vemo, sledi najprej preko umetnosti in naprej, ampak ki je še zmeraj vezan na neko kantovsko zapuščino. In zanima, če lahko to komentirate. Jaz osebno se nisem ukvarjal s Kantovo, ker je postrujal pri Heideggeru. Poznam nekaj o autoafektivnosti, kar je pač v bistvu ta snop, v katerem pride do izraza ta imaginacija Kantova oziroma vsa interpretacija Heideggerova, ampak ne bi znal kaj več o tem povedati, ker pač se nisem ukvarjal s tem. Kateri drugi, mogoče profesor Hribar, če vas izzovemo. Sem z veseljem to poslušal. Hodite skozi iste probleme, kot sem jaz hodil, ne. Že 50 let s tem počenjam, ne. Bi rekel, kako ime česa je Heidegger, ne. On bi seveda rekel, Heidegger je imel za vprašanje biti, za iskanje odgovora na vprašanje po smislu biti, ne. In kaj bi jaz zdaj ločil med heideggerijanstvom in med heideggerovstvom. Eno je heideggerijanstvo, ki izhaja iz Heideggerjevih odgovorov. Hercel Krp in so enkrat morniti, enkrat drugi in tako naprej. Globje je pa heideggerstvo, ki pa izhaja iz vprašanj, ki pa vse skozi ostajajo nedokončana. 100 knjig in več, pa ni odgovora na prvo vprašanje, kaj je smisel biti. Skozi 100 knjig ne dobimo odgovor na to vprašanje. In ta, kdo je bral, recimo te knjige, tudi Sein und Zeit, ali pa kratek tekst na koncu, Zeit und Sein, težene to, da on v bistvu eksplicitno, izrecno ali pa potihoma skozi obljublja, da prinaša odgovor. In ti laufa z tem, kar on obljublja, ampak na koncu pa ni, pa zmanjka, oziroma sam začne iskati. Tukaj je zdaj dva razloga sta, po moje, da to počne. Ob čemer pa seveda vsa vprašanja, mislim, to je bistveno, so pa relevantna. On je spostavil glavno vprašanja zgodovine filozofije, prvo antično, kaj je bivajoče, kot bivajoče, moderno, Leibnicov, zakaj je bivajoče in ne raje nič. In pa njegovo lastno vprašanje, ki je danes, kot vidimo, popolnoma aktualno. Kaj se dogaja? Kaj se dogaja? A pa, kot danes rečemo, kaj dogaja, brez subjekta, brez vse. Dogaja, vsi ti revolucionarji, marksistični ali pa katerikoli vrste, ali pa katoliški spreobračevalci, to bi delali, revolucija spreobračala, ampak kaj se pa dogaja, na to pa na boje našli, ne najdejo dogovor, oziroma skupaj ga iščemo na nek način. In to je tisto odprtost, po moje, zaradi česar sem bil presenečen, ker sem dal gotovo bilo, da tudi pri nas obstaja ta interes še zmeraj. Druga pa, po moje, pa ena zadeva, ki je pa njega Sandra na nek način požrla. On vsega začetka vztraja pri temu, če mu reče formalne anzeige. Se pravi, formalno napotilo, brez vsebine. Recimo, če vzamemo dogodek pa dogodek, on najprej vztraja pri kot formi. Recimo, pri Pavlu vemo, kaj je dogodek, to je perozija, drugi prihod in tako naprej Jezusa. Pri Heideggerju zdaj implicitno je potem poslednji Bog na nek način, ampak kljub temu je to samo eden izmed možnih odgovorov. In potem že v pitim času je glavni problem, treba se odločiti. V bistvu te vesti, skrbi, eksistencialne tesnobe je to, zakaj se bom odločil, kaj bom izbral, katero možnost bom izbral. In to stalno govori in to ga žene, ampak in se odloči za odločitev, ampak to je problem. Odločitev za odločitev še ni odločitev.
In po nesreči pač na nek način izbral tisto najslabšo varianto, nacistično. Ne. In to smo potem ponavljali, v tej zadnji fazi pa prav treba biti pripravljen na pripravljenost. Ne. Se pravi, na ta odmev od nekod bo padlo, kaj se dogaja. Bom takrat začel nekaj. To je odprto, ampak mislim, da je to, v tej stiski živimo, ne. To ni izmišljeno. Ta situacija je dejanska. Noben od nas nima odgovor. Edin, tam se je on res vsebinsko potem odločil, se omenil Antigono. Ne. Če jaz iskam, sem se jaz pa tudi odločil v tej praznini, formalizmu, za te 4 pravne note, kikave, se pravi sveta življenja, posvečeno smrti, dostojanstvo človeka pa zlato pravilo etičnosti. Posod, recimo, ni se odločil o svetosti življenja, o ubijanju. Ne bote dovolj odgovora na to, kdaj ali pa sploh ni dovoljeno ubijati. Dostojanstvo človeka, to je na nek način razrešil, ko je rekel, človek je pestek biti in potem iz tega vse izpeljal. Zlato pravilo to pušča v strani, edino je posvečeno smrti. Da se je pa odločil. Tukaj pa odločil se za Antigono, ne še v te predavanje 35, ampak 42 leta, ko je može sinove na ruski fronti. Se pravi, pokop mrtvih. Pravica do Glaviča, bi rekel danes. Ta obrat je naredil in to je vsebinska odločitev. Ranko Lacan, če greste brati etika, psihoanalizo, polovico zagovarja pač Kegelovsko tezo, tudi Heidegger, oba sta, imata prav, oba sta kriva, pa te obrate znotraj tega. Heidegger se je odločil za Antigono, proti Kreonu. In značilno Lacan tudi, zakaj se je odločil? Ob teh demonstracijah 68 študentov, katerih je neposredno udeležen njegov hčerka. In se je tudi v tej situaciji odločil, pet je prebrati še enkrat etiko, psihoanalizo, prav vice ta prelom proti Kreonu in za Antigono, se pravi za posvečeno smrti. Tako da ena napotila samo, če gremo natančno, da bomo dovolj uravno napotili, odgovori so pa obljube, da nas pa samo zavaja ali pa zapeljive. Profesor Hribar, še kakšno vprašanje? Če ni, potem hvala našim gostom, še enkrat, da ste se udeležili pogovora, da ne pozabimo, tam na prostoru je tudi polno knjig. Ja, jaz sem pozabil na začetku omeniti, da je Slovenska matica, s katero Slovensko filozofsko društvo zelo lepo sodeluje, nam donirala nekaj knjig, ki jih dajemo zraven ob opisu. Tako da si lahko pogledate zunaj na mizi. Je pa tudi tam nekaj knjig iz založbe Apokalipsa. Zdaj pa še preden bomo čist končali, bi dal besedo Gašperju, da v bistvu nadaljuje tudi čisto vsebinsko današnji dogodek z napovedjo naslednjega. Tako, ne, danes smo predvsem smo ostali pa Heideggerju, ampak mogoče še zanimivo, da se dobijo tudi Heideggerjanci, pa vsaj delni Heideggerjanci, tisti, ki so vsaj na nek način, pa se lahko rečem, da na nek način zagotovo, sledili njegovim mislim. Naslednji dogodek je pravzaprav dogodek, kjer bo osrčil Derrida, njegovo razumevanje odsotnosti, predvsem še tistega, ki mogoče ni bilo to slišal, ampak predvsem nas tudi zanima, kako se ta odsotnost lahko tudi danes nam pomaga po razmišljanju, mogoče v dobi, kot rečemo, da je post-psihičnost, kako post-strukturalijo prioratorin. Zelo sem vesel, da je pravzaprav z nami tudi že prihodnji gost, to je dr. Luka Trpežnik, ki ga bom gostil naslednji mesec in vljudno vabim. Mislim, da bo zelo zanimivo, da bo nekoliko drugačen in mogoče tudi tema, ki ni več tako popularna, ki je pred nekaj leti, pa vprašanje, koliko je pri nas bila razen v nekem obdobju koncu 90-ih in ali pa recimo avtor. In to je Derrida, zato dolgo ima še nekaj za povedati. Tako da naslov predavanja, ki ga zaenkrat, bom rekel, programsko je med nihilizmom in mesijanstvom, bo pravzaprav pokazal, kako si lahko tudi zmislijo, kako strukturalizmu pomagamo pri razumevanju današnje dobe, današnjega časa. Tako da vljudno vabljeni, to bo 19.11.
Sicer pa, kar je že Tomaž povedal, ne boste vabljeni tako k učlenitvi, kot seveda tudi k nakupu knjig po akcijskih cenah, ki so danes res izjemne, tako da obenem se pa najlepše zahvaljujem tako vsem trem gostom in voditelju Tadeju. In pa seveda vam, ki ste prišli, najlepša hvala za vaš obisk, pa upam, da se vidimo tudi naslednjič.